Mediji naj bi v svojem poročanju sledili interesu javnosti. Ali to drži ali ne, so se z voditeljico Radia Ognjišče, ki pripravlja niz okroglih miz po Sloveniji, spraševali sogovorniki iz medijskega sveta. V zadnjih letih smo priča poplavi najrazličnejših medijev. In na drugi strani morda devalvaciji kakovosti novinarskih prispevkov. Slednje ni najbolj razveseljujoč trend, pa vendar se mi zdi, da prav nocojšnji razmisleki so pokazali, da se zadeve tudi premikajo v pravo smer in da novinarji nikakor ne smemo izgubiti stika s primarnimi viri, kar je še posebej pomembno za lokalno novico. Slovensko novinarstvo je ta hip v razburkanih vodah, meni dolgoletni novinar Dela in dopisnik iz več držav Tone Hočevar. Profesionalna raven pa vendarle žal upada, zlasti kar zadeva slovenski jezik. To se dogaja tudi v drugih jezikih in tudi v drugih državah. Lektorje so odpravili v Italiji, v Franciji in še marsikje, ne? Torej pri nas jih tudi žal. Nekdanja dolgoletna odgovorna urednica Dolenjskega lista Jožica Dorniš se je osredotočila predvsem na izkušnje z lokalnega medija in izpostavila krizo medijev, kakršna vlada tudi v družbi. A še vedno obstajajo dobri mediji in dobri novinarji. In da jih je treba podpreti in dokler bomo imeli ljudi, novinarje, ki delajo z dušo in srcem, za javnost, za poslušalce, za bralce, potem se nam tudi kot družbi ne rabi bati. Publicist in duhovnik Andrej Marko Poznič pa meni, da je slovenski medijski prostor strahovito zatohel. Preveč je neumen in si želim, da se to prevetri. Kar preprosto pomeni, da tisti, ki 70 let nismo imeli glasu, ga moramo dobiti in da se nas mora spoštovati kot enakovredne člane naše družbe. Tisti, ki imajo medije v rokah, so glavni, poudarja Poznič.